Mi smo v tistem času pričakovali tudi nekatere specifične prednosti, o katerih se je vredno pogovarjati naprej. To so bile vključenost v znanstvene, tehnološke in informacijske tokove najrazvitejših držav. Vprašanje je, ali smo tu dosegli to, kar smo pričakovali. Verjetno bi o tem bilo vredno opraviti neko posebno razpravo. Gospodarsko sodelovanje z najrazvitejšimi državami na vojaškem področju. Vprašanje je, ali smo na tem področju naredili dovolj in dosegli dovolj. In dolgoročno znižanje potrebnih izdatkov za obrambo. Tudi to je bilo naše pričakovanje. In seveda v tem pogledu verjamem, da bomo morali opraviti še kakšno razpravo, da bi morebiti napravili realno oceno pričakovanj za naprej, razvoja doslej in da bi na ta način svoj položaj v okviru NATO definirali za naprej še bolje. No, sam bi rad rekel na koncu tega dela mojih izvajanj, mojih razmišljanj naslednje. Seveda je prav, da je od časa do časa opravljena tudi razprava o tem, kako primerjamo naša pričakovanja iz časov vstopanja z našimi izkušnjami doslej. To je razprava, ki jo potrebujemo, ki ni urgentna v tem smislu, da bi jo morali vezati na nek določen datum ali na neke določene časovne okvire. Vendar je ne smemo zanemariti, kajti z našimi vprašanji temeljnega varnostnega položaja se moramo ukvarjati tako rekoč kontinuirano. Potrebujemo temeljito analizo in seveda del te potrebe po temeljiti analizi izvira iz same nujnosti, nenehnega ocenjevanja našega varnostnega položaja in političnega položaja, del pa tudi iz naših ekonomskih odnosov in ekonomskih potreb. Vprašanje je, kakšni so stroški in kakšna je naša gospodarska situacija, ki vpliva na materialni položaj obrambnih sil, kaj nam lahko NATO v tem pogledu nudi in dokot je prav, da razvijamo naše preciznejše obveznosti znotraj NATO, take, ki imajo tudi materialne posledice. Tu prihajam na drugo točko mojih razmišljanj, zagotavljanje finančnih in materialnih virov v okviru obrambnih sil in našega varnostnega položaja. Seveda moramo pri vseh razmišljanjih, tudi tistih, ki so prvenstveno povezana z vojaškimi in političnimi aspekti, vsele razumevati tudi naš ekonomski položaj. Mi vsi vemo, da se gospodarska kriza poglablja in da ima to nekatere zelo konkretne posledice za naš obrambni sistem in za Slovensko vojsko in za obrambne sile v celoti. Zmanjšanje vojaškega dela obrambnega proračuna v letu 2011 je bilo, če so moji podatki točni, 37,5 milijonov evrov neto zmanjšanje na zmanjšanja, ki so bila opravljena že v preteklih letih. To je seveda resen faktor, ki ga je treba razumeti pri vseh naših razpravah o stanju obrambnih sil. Vse to je imelo tudi neposreden vpliv na opremljanje in modernizacijo, na operativno delovanje enot, na plače in ustvarilo je položaj, v katerem je delež celotnega obrambnega proračuna, ki odpade na plače, spet, če so moji podatki točni, 72%, kar je visoko glede na ostale elemente obrambnega proračuna, ki so bili pod hujšim pritiskom. Kot se spominjate, sem na občutljivost te problematike večkrat opozoril, o tem sem tudi pisal predsedniku vlade in želel bi, da razumete, da sem danes dal to temo tudi v moja razmišljanja, zaradi tega, ker se popolnoma zavedam občutljivosti položaja, v katerem smo. Tu smo v položaju, ki je nastajal zadnja 3 leta, odkar traja kriza, ekonomska kriza, ki se še ni končala. In seveda moramo v teh razmerah temeljito razmisliti, dokot lahko gre varčevanje na račun obrambnih sil in našega obrambnega sistema in katere možnosti imamo, da bi nekatere negativne posledice tega prikrajšanja ublažili. To je naloga, ki seveda zahteva poseben razmislek.
o kateri se moramo pogovarjati več kot doslej in ki bo v prihodnje, po mojem mnenju, bolj aktualna, kot je bila doslej. Na kaj konkretno mislim pri tem? Mislim predvsem na, prostite, 3 elemente. Prvič, na gospodarsko sodelovanje z državami NATO na vojaškem področju. Kaj pravzaprav počnemo, kaj se dogaja na tem področju? Mi moramo razumeti, da se znotraj NATO dogaja okrepljeno sodelovanje. To sodelovanje moramo proučevati, ga razumeti. Mi seveda ne moremo primerjati svojih potencialov s sodelovanjem, kakršno nastaja naprimer med francosko in britansko stranjo, ko gre za vojaško-obrambni sektor. Tu se je vzpostavil nek nov model sodelovanja, ki ga mi seveda ne moremo kopirati. Ne gre za to, da bi ga poskušali kopirati. Vendar moramo razumeti, da je tak sporazum znak nekih novih odnosov, v katerih bi bilo prav, da tudi Slovenija najde nek svoj model sodelovanja z drugimi, takega sodelovanja, ki bi nam nekoliko oblažilo učinke ekonomske krize, ki so že tu in ki utegnejo trajati še naprej. Nadalje, druga taka zamisel je krepitev sodelovanja v Evropski obrambni agenciji, European Defence Agency, kjer gre tudi za vprašanja, ki prihaja bolj v ospredje, kot so bila doslej. Združevanje in souporaba zmogljivosti, pooling and sharing. Rešitve, ki zadevajo optimalnejši razvoj lastnih možnosti in sodelovanje z drugimi. Seveda je to tudi, tako kot prva misel, ki sem jo povedal, zahtevna zadeva. Jaz nikakor ne podcenjujem težavnosti tega sodelovanja in prosim, da me tudi vi razumete v tem smislu. Vendar Slovenija je v položaju, ko bo morala iskati niše svojega sodelovanja za prihodnje in moramo se potruditi, da najdemo v okviru Evropske obrambne agencije tudi prostor zase. In tretja misel, ki je nekoliko bolj klasična, je vprašanje oživljanja domače obrambne industrije in vloge Ministrstva za obrambo in relevantnih drugih institucij v tem okviru. To je nekaj, o čemer smo večkrat razpravljali in seveda v tem pogledu nismo prišli zelo daleč, nismo prišli dovolj daleč. Vendar v Sloveniji potrebujemo novo industrijsko strategijo, zato, ker brez razvoja industrije ni razvoja nasploh. Ekonomija se lahko razvija samo, če je hkrati z ostalimi aspekti razvit tudi tehnološki, zaposlitveni in drugi potencial, ki ga lahko daje samo industrija. In seveda v tem okviru mora biti tudi prostor za definicijo tistih industrijskih oblik, ki so posebnega pomena za obrambo. Nekaj seveda tega obstaja, vprašanje pa je, kaj bomo napravili v prihodnje, da bomo zgradili ustrezen, Sloveniji primeren profil domače obrambne industrije, domače obrambne proizvodnje. Mogoče je izraz industrija tu nekoliko neprimeren, ker sugerira nek velik, celovit, kompleten sistem. Ne gre za to, spet je treba to videti v kontekstu gospodarskega sodelovanja z drugimi državami, pooling and sharing in drugih oblik. Vendar mislim, da je prav, da opozorim na potrebo, da tu napredujemo bolje in da se v tem pogledu tudi na področju obrambnega sistema primerno organiziramo. V okviru Vlade Republike Slovenije je pred kratkim bila izdelana poseben dokument o strategiji industrijskega razvoja. Ta dokument seveda ni bil deležen posebno velike pozornosti v tem času, ki je obremenjen z vsemi mogočimi drugimi temami, političnimi, volilnimi in tako dalje. Vendar bi opozoril, da obstaja dokument, ki zadeva, ki daje vsaj poskus, če ne že tudi vizijo industrijskega razvoja Slovenije v prihodnje in prav bi bilo, da se naš obrambni sektor v tem okviru najde.